Spoštovani gledalci in gledalke, naši spremljevalci na Twitterju in Facebooku, pred nami je prvi resen dogodek NFL sezone 2020, NFL Draft. Zato sem v svojo družbo povabil Uroša Valanta in pa Nežo Pavčič. Živijo obema. Lepo od doma. Ja, draft je pred nami, draft v drugačni različici, kot smo ga vajeni. Še nikoli ni bil virtualen in zato me kar na začetku že zanima, kakšno je vajno mnenje, kako bo vse skupaj potekalo. Zdaj uspeli smo v zadnjih dneh tudi na družabnih omrežjih prebrati, pa na NFL-ovi uradni spletni strani, da so testirali zadevo in da na začetku ni šlo vse kot po maslu, potem se je pa zadeva nekako unesla. Mogoče Neža, ti prva, potem pa še Uroš. Najprej zdravo vsem. Zdaj verjetno misliš, Marko, kako bo draft kot sploh potekel letos, ne? To te verjetno zanima moj komentar. Ja, zdaj že nekaj časa vemo, da se bo pač vse odvijalo v bistvu tako, kot se mi zdaj pogovarjamo. Mogoče bo, če gre verjeti tisti sliki Johna Lyncha, ene par monitorjev več, pa ene par telefonov več, da bo lahko naredil kakšen trade, ne? Ampak dejansko bo vsak, ki ima kaj odločitev pri temu, koga bo ekipa draftala, bo sedel na svojem domu in bojo prek Zooma, Skypa, konferenčnih klicev povezani ekipa med sabo. Ne nazadnje bo tudi Roger Goodell v bistvu v kleti svojega doma v New Yorku naznanjal te odločitve prvega kroga, tako da mislim, da bo letos zelo, zelo specifičen. Kar se pa že Marko omenil, je to, da vse najbolj skrbi, če bo tehnika štimala, torej če bo tehnologija v bistvu dovolj hitra za ta draft. Vemo, da so ekipe, torej vsaka ima v prvem krogu časa 10 minut, potem z vsakim krogom je časa manj. Recimo sploh v kasnejših krogih, ko se več menjav, ko pride do več menjav, kako bodo ekipe v tistih parih minutah, ko imajo, se lahko vsi med sabo zmenili, da bodo dejansko svojo izbiro zamenjali. Mene bolj to zanima, če bo tehnologija v bistvu kos tej zahtevni nalogi oziroma na draft. Uroš? Jaz sem prepričan, da bo. Mislim, da so Američani lepo zdaj naredili vse generalke, tehnologijo. Sam predvsej delam zdaj tudi prek vseh teh videokonferenčnih zadev in gre vse brez težav. Tako da, kar se tiče tradeov pa tega, tako kot si rekla Neža, malo več telefonov je, ljudje se bodo zmenili. Je pa zanimivo to, da so vsem igralcem, tisti, ki so projicirani za prvo rundo, poslali poseben paket, torej neke luči, pa v bistvu licence za ta Zoom, pa kamere, pa ne vem kaj vse, tako da bo nek boljši učinek tudi, ki pač ne bodo čakali v tem green roomu, ampak jih bodo snemali od doma, da bo pač lepši vizualen učinek. Po mojem bo to en izmed najbolj unikatnih draftov, ki se ga bodo pol vsi spominjali za nazaj z veliko nostalgije čez par let. Ne? Ja, moral bi biti unikaten tudi sicer, če ne bi bil virtualen, kajti ne vem, če ste gledalci in gledalke kaj spremljali, to bi moral biti spektakel. Igralce bi prek fontane pred hotelom Bellagio v Las Vegasu prepeljal gliser oziroma čol na oder v objem Rogerju Goodellu. Zdaj pa od tega spektakla, na katerem ne bi bilo 700,000 gledalcev, ne bo nič. Pa vse imamo nek, tako kot si rekel Uroš, unikaten dogodek. Zdaj, sam bi se navezal na tehnologijo, Neža pa Uroš, verjetno sta tudi sama prebrala oziroma zasledila, da če bi slučajno kaj zastrigli, po domač povedan, če ne bi funkcionirali tako, kot so si vsi predstavljali, bi se ura tudi ustavila. 10 minut ima vsaka ekipa, da izbere posameznega igralca v prvi rundi. A pričakujete, da dejansko bodo nekateri imeli več, ker bi prišlo do kakšnih takih
neželenih zadev? Če bodo rabili, če bo recimo, ne vem, res kaj tazga specifičnega, velikega, da bodo imeli motnje ali na vezi ali v sistemu. Torej, če bo se kaj tazga zgodilo, se bo po mojem samo zaradi tehnologije. Ne bo se pa, da bi se ekipe predolg menile, pa da bi jim pol godel podal šok, vam dam še 2 minuti. Tako da, če bo kaj tazga, jaz mislim, da izključno samo zaradi tega, ker bo, ne vem, Zoom ali pa Skype in padel dol, ker ne vem, od GM-a otrok v zgornjem nadstropju igra Fortnite. Ne vem, nek tak primer je bil včeraj, torej v ponedeljek, ja, so delali ta testen mock draft in baje je nekdo, Dijani Rossini iz ESPN-a potem povedal, da je imel dejansko probleme s povezavo zaradi tega, ker so se njegovi otroci v zgornjem nadstropju igrali na iPada. Zdaj, verjetno bo ta mogel hitro poklicati nek AT&T ali pa Verizon, da mu do četrtka nastavijo v hiši močnejši modem, ampak na to varianto. Če bi bila kakšna težava, po mojem samo iz vidika te tehnologije, ne pa same operacije drafta 10 minut, da jim zdaj za to pa ne bi bilo dovolj. Jaz mislim, da so se ekipe, oziroma vem, da so se ekipe tako dobro na to pripravile, da že vsak ima približno razdelan, koga bodo klicali, bodo pa seveda se tudi pač lahko spreminjali zbori glede na to, kdo bo pred njimi izbran. Ampak mislim, da so na draft pripravljeni, tako da ne bi smeli biti nobenih presenečenj, kar se tega tiče, torej časa na uri. No. Jaz sem nekje prebral, da celo 3 general menedžerji od klubov v Ligi NFL živijo v Dallasu na radiusu 1 milje, torej 1500 metrov, tako da bi bilo fajn, da si zaščitijo geslo na svojem Wi-Fi-ju, ampak pač to so zgodbe, brez katerih Američani ne morajo in tudi nočijo. Gremo dalje. Uroš, vprašanje zate. Koliko je ta koronavirus oziroma korona kriza imela kaj vpliva na skautiranje in na posledično tudi izbor na vse zadnje? Zdaj ekipe niso mogle tako dobro skautirati, kot sicer v preteklih sezonah. Imele so na voljo Combine Week v Indianapolisu, nekateri so imeli tudi priložnost seveda opraviti še kakšen intervju z igralcem, na vse zadnje so na voljo tudi vrhunci iz koledža, ki so te igralci pač nastopali v preteklih sezonah. Česar pa ni bilo možno narediti, je pa prodaj, pa kakšnih intervjujev na 4 oči. Kako bo to vplivalo na draft? Ja, da si že vse povedal, kaj je bilo možno, kaj ne. Predvsem prodaj je običajno zelo pomemben dogodek v karieri tega mladega igralca, ker tam se pač zberejo vsa potencialna moštva, skauti. Skauti tudi dajo navodila, kaj recimo naj bi ta igralec počel na samem prodaju. Tega ni bilo in tukaj potem gre seveda za opazovanje detajlov. Zdaj, highlights so pač samo ena stvar. Običajno skauti, ta pravi skauti, ne bojo gledali highlightsov. Highlights so za nas, ne. Ti moraš, ko skautaš igralce, pogledati kar celo tekmo, ne. Da vidiš tudi playe, ker ne uspejo, zakaj ne uspejo, kaj je bilo narobe in tako naprej. Ti scouting reporti so itak že pripravljeni, ker vsakega igralca spremljajo že verjetno od začetka njegove college kariere. Tako da, kar je pač, manjkal je tisti final touch samo, ne. Ko v bistvu moštva pripravljajo te draft boarde že kar nekaj časa. To ni zdaj stvar enega meseca. In mogoče sam tisti končne podrobnosti, da naredijo te intervjuje, kakor se je rekel, na 4 oči, da vprašajo to, kar jih dejansko zanima, tako naprej. Ne. To je manjkalo. Ampak vsem bi pa imel eno vprašanje, tukaj še pod vprašanje zate. Rekel si, da te draft boardi obstajajo že nekaj časa, da ekipe več ali manj vejo, koliko je ura, po domač povedan, kar se tiče izbora na draftu, še posebej v prvi rundi. Ampak po drugi strani smo pa
priča tudi temu, da je recimo eden izmed novinarjev, pa mislim, da je bil to prav Jeremiah, ki slovi kot mojster za nabor lige NFL, da je eden izmed general managerjev rekel, še nikoli novinarji niste bili toliko v megli, še nikoli niste toliko napak delali teh mock draftov. Verjetno ima prav ta koronavirus in posledično pač zaprtje celega sveta prste vmes pri temu, da vseeno pa nekateri še tavajo malo in ne vejo čisto točno, kdo bo, katera ekipa bo izbrala katerega igralca. Ja, seveda, ne. Vsekakor je manj interakcije med novinarji pa med general managerji, manj teh likov, manj teh neuradnih pogovorov in tako naprej. Zaradi tega pač vsi ti strokovnjaki, ki delajo mock drafte, zdaj operirajo z nekimi svojimi informacijami in s tistim, kar preberejo v medijih, ne. Ni pa teh, kakor sem rekel, face-to-face pogovorov, torej pogovorov na štiri oči. Pač z enimi skavti se tudi novinarji bolj poznajo, kakor z drugimi so prijatelji. Tega ni, to manjka. In zaradi tega je zdaj, recimo, če gledamo te moke, tudi veliko več različnih napovedi, še posebej od recimo 10. do 32. izbora naprej se precej razlikujejo. No, lepo, da si se zdaj v bistvu že sam navezal, ker gremo na tisto zadevo, ki nas vse najbolj zanima, draft sam. Neža, vprašanje zate, ali se letošnji NFL nabor začne pri številki 3, da ali ne in zakaj? Ja, jaz kar mislim, da noben ne pričakuje v prvih 20 minutah nobene drame ali pa presenečenja. Zdaj mislim, da je že nekaj časa jasno, da bosta prve dva izbora, no, Joe Burrow pa Chase Young. Tako da moj odgovor na tvoje vprašanje bi bil da. Praktično, dobro, jaz sem bila tudi v Indianapolisu na tistem kombajnu in ko pridejo te prospekti, vsak dan dobiš, ne vem, pač po pozicijah se igrajo in prvi dan je bil že Joe Burrow in dejansko sta tudi Burrow in Young dobila največ pozornosti izmed vseh. Tako da je že nekako od januarja, od Senior Bowla se omenja to, da naj bi šla prva. Čisto vsak mock, kakor sem ga jaz videla, se mi zdi, da je imel te dva igralca prva, torej Burrow v Cincinnati, Young v Washington in jaz, če bi bilo karkoli drugega, jaz mislim, da bi bilo to zelo, zelo veliko presenečenje. Uroš, mogoče še tvojih 5 centov na prva dva izbora. Ja, mislim, zdaj, če se zanesemo na vse tele moke, poročila, tudi Bengalsi so šli, so kar dosti jasno povedali, da bodo pač izbrali Burrowa, ne. Chase Young je tak talent, da ga pač vzameš na drugem izboru, čeprav recimo rangira Young višji od Burrowa, ampak seveda Bengalsi pač potrebujejo QB-ja in bojo izbrali Burrowa. Jaz mislim, da tudi tretji pik, vsaj glede na napovedi, ni skrivnost, ne, to ne bi bil Jeff Okudah, cornerback, in da se ta pravi draft šele začenja s 4. izborom. Giantsi, eni pravi, da ne bi vzeli pač offensive tackla, drugi pa recimo napovedujejo, da ne bi bil to Isaiah Simmons, torej linebacker. Ampak če se vrnemo še malo na Joea Burrowa, zdaj eni mu napovedujo seveda svetlo prihodnost, glede na to, kako je zadnjo sezono odigral, ne moramo jih zavijati z očmi. Drugi pravijo, da bo bust. Zdaj pač eni se bodo trkali po prsih čez 15 let, drugi bodo gledali v tla. Na drugi strani imamo pa v bistvu tudi tako, ne, Joe Burrow prihaja v eno franšizo, ki mogoče ni lih najboljša za razvoj njegovih predispozicij oziroma sposobnosti. Pa bom tukaj dal prednost Urošu. Uroš, kakšno je tvoje mnenje? Ja, se strinjam s tabo, ne. Problem je pač to, da so to Bengalsi, ne, ki praktično z vsem dolžnim spoštovanjem do njihovih navijačev, ne? Ja, sej, pač sočustvujem z navijači, ne. Imeli so v bistvu dosti dobre talente v svojih vrstah na tem položaju, pa nikoli jim ni uspel biti raven tista znamka, ne, da bi rekel,
ok, vrnili se bomo na slavna pota iz 80-ih, ko so igrali v Super Bowlih in izgubljali proti 49ersom. To je problem, ne? Ni problem samo v talentu podajalca, ampak je treba pogledati, kam bo ta podajalec prišel. Carson Palmer je bil tudi izjemen podajalec na koledžu, prišel iz Cincinnati. Pa mislim, da če bi Palmer kjerkoli drugje igral, kjer bi imeli boljše možnosti za razvoj, ki ubija, bi imel veliko več lovorik v svoji vitrini, kar pa ki je prestal v Cincinnati. Mogoče tudi Andy Dalton, ne vem. Tako da vprašanje, kdo bo vse igral z Barrovom, kako ga bodo zaščitili, kakšne receiverje bo imel, kakšna bo obramba na drugi strani, kakšna bo vzgoja, ga bodo kar porinili zdaj že kot starterja. To so seveda vse dejavniki, ki vplivajo na razvoj podajalca in seveda zdaj napovedovati, da bo to zvezda ali bo bast, je zelo težko. Neža, mogoče še ti v zadnje dni si kar dosti prebrala o tem. Ja, točno to, kar sta že v bistvu povedala, tudi jaz ne vem, če je Cincinnati glih najbolj primerno mesto za vzgojo takega mladega podajalca. Jaz vidim v bistvu problem že pri glavnem trenerju. Zdaj, lahko Zach Taylor, ki v bistvu bil prej trener podajalcev pri LA Ramsih, lahko on že v svoji drugi sezoni kot glavni trener potem nekako začne z vzgojo mladega podajalca, kot je Joe Burrow. Po drugi strani je pa Cincinnati, kakor sem vsaj jaz dobila informacije, nekako taka ekipa, ki ne vem, če je prava za vzgojo takih podajalcev. Recimo, ne vem, če sta videla, ampak tudi, dobro, to je zdaj neka malenkost, ki mogoče sploh ne bo imel, ki jo bo, ne vem, če bo Joe Burrow bast, jo bomo slišali čez 10 let, ampak recimo Cincinnati Bengals so edina ekipa v NFL-u, ki nimajo pokritega igrišča, ne glede, a je to 30 stopinj julija na trening campu ali pa minus 15 januarja, decembra, glede na to, da zadnje čase niso v play-offu, ves čas oni trenirajo zunaj. Torej, franšiza velja za bolj tako zastonkarsko oziroma skromno, tudi zaradi tega. Prosim? Stiskaško. Pač Mike Brown je eden izmed največjih stiskačev v ligi NFL. Recimo, pa tudi, dobro, pol je že to nekako druga stvar, kako se recimo tudi do svojih zaposlenih ima tudi, kar se tiče povprečja v ligi, ima tudi med nižjimi plačami. Tako da jaz zdaj ne želim mogoče iti iz te teme, ki smo načeli, ampak zanimivo bo videti. Jaz sicer upam tako kot za vsakega igralca, da ne bo bast, da se ne bo mogoče razvil kot tak nek, ne vem, kdo je zadnje čase bil v prvem krogu, recimo Josh Rosen, ki se zna spet preseliti nekam drugam, ampak da bo recimo da bo uspešen, da bi Cincinnati tudi nekako začel krivuljo navzgor vleči in da ne bi bil hype ene sezone v koledžu, potem pa, ko prideš med proje, pa načudno. Gremo na temo wide receiverjev in napadalne linije. To sem si posebej označil zaradi tega, ker pač zdaj bom 5. leto zapored komentiral draft in v teh 5 zadnjih letih nikoli razred lovilcev pa igralcev na napadalni liniji ni bil tako bogat. Nekatera poročila pravijo, da naj bi šlo v prvem krogu 5, 6, mogoče celo 7 wide receiverjev. Dobro, to je zdaj malo napihnjena številka. Tudi napadalna linija ima takih par prospektov, da ne bom začuden, če jih bo šlo 5 v prvi rundi. Ne vem, vajno mnenje, pa mogoče spet Uroš za začetek. Ja, naredil sem pač en pregled in za prvo rundo, tako kot si rekel, je projiciranih približno 5 lovilcev in pa 5 offensive linemenov. Predvsem teklov, kar je zanimivo, torej zunanjih igralcev,
noben center ali pa guard ni planiran za prvo rundo. Je pa tudi seveda to povezano s temi prestopi. Recimo, Tampa bo definitivno vzela offensive tackle, zaradi tega, ker pač Bradyja morajo zaščititi. In še ne par drugih moštev naj bi zelo visok posegli že po teh tacklih. Tako da, ja, receiverji pa letos je zelo, zelo talentiran ta izbor igralcev in je kar nekaj fantov, ki bodo šli zelo visoko. Še Neža? V bistvu sta že dosti povedala, da je res, že nasplošno je ta draft res dober draft class, no? Kar se pa tiče wide receiverjev, pa nekih teh offensive linemenov, torej tacklov, recimo Uroš je omenil Tampo, je sicer še viden tukaj recimo Giantse, to so že nekaj prej omenila, da morajo tudi razmišljati, kako bojo oni Daniela Jonesa pač nekako zaščitili, ne nazadnje tudi Cleveland, Tampo smo omenjali, tako da kaj bojo New York Jetsi naredila, ne, to je tudi vprašanje, tako da zna jih hit kar ene par, no, sploh v top 15 mene ne bi presenetili, če bi šli recimo 4-5, no. O-line govoriva. Za wide receiverje pa tudi kar neki ekipi, ki jih rabijo in mislim, da je Daniel Jeremiah je par dni nazaj svoj tole končno lestvico igralcev objavil in je mislim, da med prvimi 50 igralci je 8 wide receiverjev, kar je res ogromno, ne. Kar mislim, da bo letos, torej tudi ekipe, ki iščejo wide receiverja, pa niso pripravljene na njih pokurt nekega visokega pika, recimo v prvem krogu bodo lahko v drugem ali pa tretjem dobile zelo solidnega wide receiverja, mogoče tazga, za katerega bi morali prej v prejšnjih letih, ko ni bilo toliko talenta na tej poziciji, porabiti že izbor v prvem krogu, ne. Tako da bo zelo zanimivo videti, kar se bo dogajalo na teh dveh pozicijah. Ja, zadnji draft, na katerem je bilo zbranih več kot 5 wide receiverjev, je bil, mislim, da tisti leta 2014, ki je bil zbran tudi Odell Beckham Jr. Zdaj pa predlagam, da glede na to, da nam ne bi kdo očital, da delamo ta snemanja samo zase, poskrbimo še malce za naše gledalce, pa gremo narediti kar en mock draft, no. Jaz predlagam do 12, recimo, ima kdo od vaju željo začeti, pa bomo potem šli pač eden, tisti, ki prvi izbira, seveda potem še za 4., za 7., za 10. in tako naprej. Jaz bi rekel, da glede na to, da imajo dame prednost, bi bilo fajn, da Neža začne. No, okay. Potem pa gremo lahko v smeri Uringa kazalca, zdaj glede na to, da imam jaz Uroša levo zgoraj, boš Uroš drugi ti, jaz pa potem tretji. A je v redu? No, pa kar, gospod. Še eno vprašanje vam zavajal. Veljajo tudi tradi ali gremo brez? Ja, mislim, da bomo preveč komplicirali, pa zdaj s tradi. Ok, gremo tako, kot je vrstni red. Se pravi, za tiste gledalce, ki ne veste, kako bo potekal draft do 12. izbora, prvi izbirajo Cincinnati Bengalsi, drugi Washington Redskinsi, tretji so Detroit Lionsi, četrti New York Giantsi, peti so na vrsti Miami Dolphinsi, potem so na vrsti Chargersi, na 7. mestu je potem Carolina in do 12. mesta se zvrstijo Arizona, Jacksonville, Cleveland, New York Jets in pa na 12. mestu Oakland oziroma Las Vegas, Raidersi seveda ponovem od letošnje sezone. Neža, you're on the clock, Cincinnati Bengals. Zdaj sem rekla že, da ne bo nobene drame, tako da bom se držala tega, no. Tako da bom kar rekla potem, da bo šel Joe Burrow prvi v Cincinnati. Dobro.
časa imamo seveda dovolj, vsak pik 10 minut. No, mislim, da bomo potem tukaj do 10 zvečer. Kakor sem uspel prebrati, naj bi potekal tako, da bo na eni Zoom konferenci recimo bo GM z vodstvom lige NFL, potem na drugem Zoomu bo imel par skautov, na tretjem Zoomu bo imel potem head coacha in tako naprej. Jaz bi kar plačal, da bi bil v recimo sobi skupaj s kakšnim linčem, da bi videl, kako dejansko to poteka. No. Zdaj pa, Uroš, izvoli, drugi pik je tvoj. Ja, drugi pik sem ga že sicer povedal, ne, je Chase Young, defensive end za Washington Redskins. Torej, Washington Redskins izbirajo defensive enda, Chasea Younga. Zdaj pa tako, jaz sem Detroit Lions in ne bom izbral Jeffa Okudaha, tako kot verjetno vsi pričakujejo. Meni se zdi, da je dosti velika potreba pri Lionsih je tudi obrambna linija in se bom odločil za Auburnovega defensive tackla Derricka Browna. Torej, Jeff Okudah ostaja na bordu, Derrick Brown iz Auburna mi bo pa prišel v obrambi še kako prav. To je moj izbor na številki 3. Izvoli New York Giants, Neža Pavčič, you're on the clock. Zdaj smo rekli, da bomo, torej Jeff Okudah še on the clock. Zdaj, Giants imajo, kot vemo, vsi zelo veliko potrebe, recimo obrambi so izredno slabi, ampak glede na to, da so lani v prvem krogu, mislim, da 6. je šel, izbrali Daniela Jonesa, mislim, da mora biti njim to absolutno prioriteta, tako da bom jaz izbrala na 4. mestu Tristana Wirfsa, offensive tackla iz Iowa, da bo varoval Jonesa. Si rekla Wirfs ali Wills? Wirfs, ne? Wirfs, ja. Iowa. Tristan Wirfs, Iowa. Ja. Dobro, gremo Miami. Miami potrebuje QB-ja v vsakem primeru in seveda Tua Tagovailoa je na razpolago, kljub temu, da je bil poškodovan in Miami ga izbira kot 5. izbor na naboru. Miami Dolphins izbirajo torej Tua Tagovailoa, bivšega igralca Alabama, Crimson Tide. In ker sem jaz LA Chargers, mimogrede, danes so predstavili fantastične nove oprave, ki so mi zelo všeč. Izmed vseh novih oprav sem z njimi najbolj zadovoljen. In kot Charger sem zelo zadovoljen tudi to, da je Miami pred mano izbral Tua Tagovailoa. Ker on od quarterbackov, ki so ostali na bordu, ni bil moja najboljša, torej intimna odločitev. Z veseljem razglašam, da kot LA Chargers vzamem Justina Herberta, Racmana iz Oregona. Torej, Chargersi vzemajo Herberta. Zdaj pa številka 7, Carolina Panthers. Neža Pavčič, you're on the clock. Carolina, v bistvu, da mislim, da če se bo takole Carolini izpletel, to dejansko v četrtek, nimajo sploh kaj za razmišljati in bom jaz vzela Isaiah Simonsa, linebackerja. Všečna izbira. Simons, ki je navdušil na Combine Weeku s fantastičnimi številkami, za linebackerja seveda na vseh področjih. Številka 8, Arizona Cardinals, vedno bolj vroča franšiza, ki ima sedaj quarterbacka že z nekaj izkušnjami. In na številki 8 izbira Uroš Valant. Izvoli. Ja, ta je pa že malo težka. Arizona izbira offensive tackla Jedricka Willsa. Jaz mislim, da je to fantastična izbira. Na mojem osebnem bordu je Wills še pred Wirfsom. Jedrick Wills
je tudi član, oziroma bil član Alabame. Sam sem pa na številki 9, na vrsti z Jacksonville Jaguarsi. Ja, dobro vprašanje. Jacksonville Jaguars. Ja, glede na to, da do tega trenutka nihče ni izbral Jeffa Okudaha, na cornerbacku smo malo tanki, gremo z Ohio State Buckeyom. Jeff Okudah gre v Jacksonville. Tako da to pomeni, na številki 10, Neža Pavčič, a.k.a. Cleveland Browns, you're on the clock. Zdaj moram biti pazljiva, Marko, s tabo tukaj. Ti kar bom preživel. Ja, ok, zdaj smo pa že malo tako, ne. Jaz bi tlele rekla, da Cleveland gre v zaščito Bakerja Mayfielda, no. Glede na to, da imamo Wirfsa pa Willsa smo že dali, bi jaz rekla, da zna Cleveland tukaj vzeti Andrewa Thomasa, offensive tackla, recimo. Okay. To je velik snub za Mekhaja Bectona, ki ni bil izbran, kljub temu, da mu nekateri namenjajo celo potencial za številko 1 od vseh teklov. Torej, Thomas, nekdanji član Bulldogov iz George. Številka 11 na vrsti je ekipa New York Jets. Mislim, da vsi vemo, kaj potrebujejo. Uroš, ti tudi? Ja, mislim, potrebujejo veliko stvari, ne? Ampak potrebujejo predvsem offensive tackla in Mekhi Becton bo izbran za 11. izbor na naboru. Mekhi Becton, torej, mislim, da še en član Alabame, potuje v East Rutherford. To pa nas pripelje do konca našega mock drafta in na številki 12. Kot Oakland Raider izbiram prvega wide receiverja, ki gre z borda na tem naboru, in to je CeeDee Lamb, član Oklahome. CeeDee Lamb je navdušil. Sicer odločali smo se med njim pa še enim članom Alabame, Jerryjem Judyjem, ampak na koncu je vseeno Lamb pokazal, da po ujeti žogi mu ni para, takrat se žurka šele dobro začne. Če dovoliš temu človeku ujeti žogo, potem si pečen in to je zaključek našega mock drafta. Tako, s tem smo v bistvu prišli tudi do konca našega snemanja, razen če sem mogoče kaj pozabil. Neža, Uroš, sta hotela še vedno kaj povedati? Povej ti, koga bi pa rad videl za svoje moštvo, za Cleveland Browns, da bi vzel. Ja, samo to pomeni, da boste vedno morala pol tudi za svoje ekipe povedati. Ja, mislim, se ni panike, že. Ja, kar se tiče Cleveland Brownsov je tako. Veliko poročil je govoril tudi v tej smeri, da ne klika med Bakerjem Mayfieldom in Odellom Beckhamom, tako da naj bi tudi se skušali znebiti Beckhama pri Brownsih na tak način, da bi seveda potem v zameno dobili eno zajetno darilo. Nekateri pač govorijo tudi, da potrebujemo še enega wide receiverja, ampak toliko zgodaj, se pravi na številki 10 ga definitivno ne bomo vzeli. Najbolj logično je, da pač vzamemo enega tekla, bodi si Bectona, bodi si Wirfsa ali pa Willsa, tisti, ki je takrat na številki 10 na voljo, ali pa B, kar se mi zdi pa tudi zelo verjetno, da recimo s kakšnimi Broncosi tradamo, njim prepustimo številko 10, sami pa izbiramo bolj proti koncu prvega kroga in gremo, ne vem, recimo po Ezra Clevelanda iz Boise Statea, ki je tudi zelo soliden tekel. Uroš, Green Bay izbira bolj proti koncu prve runde. Kaj so tvoje intimne želje? Ja, mislim, jih je kar nekaj, ne? Če gledamo samo potrebe, seveda, zmeraj treba gledati pri naboru, še posebej v teh kasnejših rundah, kdo je še najboljši igralec na bordu. Ne? Tako so recimo tudi Aarona Rodgersa dobili. Če gledamo potrebe, potrebe so predvsem inside linebacker in tukaj
je zelo malo inside linebackerjev planiranih za prvo rundo, tako da kakšen Patrick Quinn iz LSU bi bil mogoče še na razpolago. Potem seveda wide receiver. Receiverji so pač problem pri Green Bayu in mogoče bo na razpolago Denzel Mims iz Baylorja. Problem so pa tight endi, ker niti en tight end ni za prvo rundo planiran. Tako da, Potencialno mogoče Cole Kmet. Cole Kmet, ja, iz Notre Dame je prvi tight end, kar se ranga tiče, je pa nekje na meji. No. Tako da jaz mislim, da bo linebacker, receiver, tight end, mogoče bo pa še kakšen offensive tackle, ker je šlo kar nekaj, recimo Brian Bulaga je šel, ne, in glede na to, da je zelo globok ta kles oziroma ta izbor igralcev letos, bi lahko tudi kakšen offensive tackle, ki je projiciran za prvo rundo še ostal. Ja, kakšen Austin Jackson iz USC-a recimo, ali pa Joshua Jones se bo tudi dobil po moje proti koncu prve runde iz Houstona. Neža, kaj pa Patriotsi? Ali te moram za Tampo vprašati? Jordan Love. Nisem si mislila, da bom to tako malo rekla, ampak definitivno pač jaz vse mislim, da Petsi nujno rabijo QB-ja. Zdaj ga bojo dobili na draftu ali bodo pa se probali nekako usmeriti v zdaj tista 3 imena, ki jih v bistvu ta tržnica še ponuja, to so Cam Newton, Andy Dalton pa James Winston, tako da QB definitivno. Potem treba se bo pripraviti na nekako življenje po Devinu McCourtyju, tako da mislim, da rabi safetyja, rabi tudi kakšnega linebackerja, pa absolutno rabijo Petsi tight enda, ne. Zdaj nisem imela lani, pač ni bilo, ko imaš enkrat Roba Gronkowskega, njega ni, potem eno sezono več, seveda je vsak tight end downgrade, tako rečeno, tako da omenil si že Cole Kmet, vem pa, da si nekateri navijači Petsov zelo močno želijo Thaddeusza Mossa, glede na to, da imajo z njegovim očetom že Petsi kar dobre spomine na sezono 2007, tako da recimo te stvari, te 4 pozicije. Ja, upajmo, da bo pač tale draft do naših 3 ekip prijazen. Upajmo, da bo prijazen tudi do GM-ov, kar se tehničnih zadev tiče. Jaz se ga zelo veselim, čisto nič manj kot ostalih draftov, zaradi tega, ker change is good, zakaj pa ne, letos virtualno, naslednji let spet nekaj tacga. Naslednji let, ne vem, če veste, je draft v Clevelandu, tako da mogoče si ga bom šel celo živo pogledati. Vama pa želim prijetno bivanje doma in ostanite zdrava. Ja, enako in iste želje tudi vsem gledalcem in navijačem ameriškega nogometa. Tudi jaz se pridružujem želji fantov in pa seveda si želim, da bomo gledali dober napet draft in pa da se dejansko 10. septembra Liga NFL z vsemi vmesnimi postajami tudi začne. To pa vsekakor. Gledalci in gledalke, lep pozdrav in uživajte v draftu.